nad ječmo zapit. Bog našo nam naželo, Bog živi v slovenski svit. Brata vse, kar nas ja, sinov sloveče matere. Brata vse, kar nas ja, sinov sloveče sinov sloveče matera. Živi naj si narodi, ki hrebeni dočakat dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, posebej bi pozdravil predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Hvala, ker ste si danes vzeli čas in boste z nami delili vaše izkušnje in pa poglede. Lep pozdrav tudi poslancu v Državnem zboru, gospodu Zvonetu Černaču. In predsedniku Slovenske demokratske mladine, Luki Simoniču. Zahvalil pa bi se tudi Evi za lepo odpeto himno. V Slovenski demokratski stranki gradimo koalicijo z volivci, zato na takih in podobnih dogodkih predstavljamo naša stališča. To počnemo zato, da slišimo drug drugega, ker brez vas ne bo naše domovine Slovenije. Zdaj, danes nam bosta to, kako naša stranka gleda v prihodnost. Te poglede predstavila gospod Janez Janša in gospa Adriana Kocijančič, ki bi ju zdaj prav lepo povabil na oder. Vse vas pa potem, ko bo po dogodku, vabim na manjšo zakusko in na prijazen klepet. Hvala. Se slišimo, ne? Spoštovani gospod Janez Janša, zelo sem vesela, da vas lahko pozdravim v svojem domačem okolju. Hkrati se vam tudi zahvaljujem v svojem imenu in tudi v imenu prisotnih, da ste za pogovorni večer Koalicija z volivci izbrali ravno naše mesto Ilirsko Bistrico. Pozdravljam tudi vas, cenjene občanke in občani. Prav tako pozdravljam člane občinskega odbora Slovenske demokratske stranke in vse druge člane, gospoda Zvonka Černača, goste in ostale prisotne. Hvala za tako številčno udeležbo.
Preden začneva pogovor, dovolite, gospod predsednik, da vam najprej čestitam za izvolitev na mesto podpredsednika največje svetovne desnosredinske internacionale IDC-CDI. Jaz sem že večkrat slišala te kratice. Danes pa vas vseeno prosim, da nam na kratko poveste, za kakšno organizacijo gre in zakaj se pravzaprav zavzema. Ja, lepo zdrav najprej vsem skupaj, hvala za tako lepo udeležbo in polno dvorano. Hvala za čestitke. Zdaj, Demokratska sredinska internacionala, kar pomenijo te kratice, to je nekdanja krščansko-demokratska internacionala, ki je bila ustanovljena tam, mislim, leta 1965 in se je kasneje, ko se je močno razširila, pač preimenovala v Zvezo sredinskih demokratov. To je daleč največja politična družina, svetovna politična družina, združuje preko 100 strank iz vseh kontinentov. Iz Evrope nas je tukaj več kot 20 in Evropska ljudska stranka je tudi pač kolektivna članica te družine. Iz Evrope predsednik te internacionale je bivši predsednik Kolumbije Andrés Pastrana, iz Evrope pa sta poleg mene podpredsednika še predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković in predsednik mađarske vlade Viktor Orban. Tako da je to povezava, ki sicer združuje, ne bom rekel, zelo različne stranke, ampak združuje desnosredinske stranke iz vseh celin in delujemo v zelo pač različnih razmerah. Tukaj so stranke, ki so vladi, ki vladajo, ki so večinske stranke v mnogih državah. So pa tudi stranke, katerih voditelji so zaprti v nekaterih afriških državah, kot je recimo Tanzanija, ali pa se borijo z komunističnimi diktaturami, kot so nekatere stranke v državah Latinske Amerike, tako da se veliko ukvarjamo tudi z njimi, ker smo pač solidarni. Kar se tiče evropskega dela internacionale, se je dolgo časa smatralo, da pač Evropa nima teh problemov, ampak ravno kar se tiče Slovenije, ta internacionala reagirala v času, ko smo spet imeli politične zapornike in tudi, ko je šlo za prevzem oziroma ko je šlo za v bistvu udar levice na nacionalni televiziji, tudi takrat se je ta internacionala oglasila. In seveda ta glas gre zelo daleč in čeprav v Sloveniji se o tem ne poroča, tudi ne vem, če je kakšen tako imenovan mainstream medij v Sloveniji sploh objavil to, kar ste prej citirali, ne vem, ker me ni bilo tukaj. Ampak ta glas pa gre po svetu seveda in stališča te internacionale so stališča, ki potem seveda odmevajo tudi v mednarodnih forumih, v Združenih narodih in tako naprej. Tako da Slovenska demokratska stranka je precej zasidrana v tej internacionali in seveda kadar je potrebno, uporabljamo ta močan glas v dobro Sloveniji. Današnje srečanje nosi naslov Koalicija z volivci za ustavno večino razuma.
To je tudi geslo stranke za prihodnje parlamentarne volitve. Jaz si to predstavljam kot neke vrste Cankarjevo geslo, narod si bo pisal sodbo sam. Gospod Janša, nam lahko pojasnite, kaj ste imeli v mislih, ko ste izbrali to besedno zvezo, koalicija z volivci? Ja, hvala, ker ste omenili Cankarja. Gre mogoče za to njegovo misel, narod si opisal sodbo sam, Slovenci smo si jo na plebiscitu in ob osamosvojitvi in si jo v tem smislu, kako bomo živeli, pišemo na vsakih posamičnih volitvah. Ampak koalicija z volivci je pa bolj en drug citat ali pa ena druga misel Ivana Cankarja, ki jo mi obračamo tukaj. Cankar je tam v začetku prejšnjega stoletja v nekem spisu zapisal, ko je njegova stranka izgubila na volitvah, je zapisal: stranka ni videla naroda in narod ni videl stranke. Mi delamo koalicijo z volivci zato, ker stranka vidi narod in seveda si želimo, da tudi narod vidi stranko. In delanje koalicije z volivci je tudi to, kar počnemo danes. Tako da jaz nisem prišel tukaj zgolj vam predavati ali pa razlagati ali pa zgolj odgovarjati na vaše vprašanja. Upam, da bo dovolj kratka, da bo mikrofon na voljo lahko tudi vam. In iz teh številnih javnih tribun, ki smo jih imeli v zadnjem času po Sloveniji, smo se tudi veliko naučili. Mi si ne predstavljamo, da vse vemo, pa da kljub temu, da imamo kot stranka bogate izkušnje, smo 3-krat vodili vlado, 2-krat Evropsko unijo, ampak kljub temu čas se spreminja, razmere zorijo, marsikaj, kar je bila dobra rešitev mogoče 10 let nazaj, danes ni več. Ali pa problem, ki so ga ljudje čutili 20 let nazaj, danes ni več problem, so pa mnogi drugi. Zato je ta stik za stranko, ki pač hoče videti narod, nekaj nujnega. Je pa tukaj še en razlog. Mi želimo, oziroma delamo na tem, da ta čas, preden se bo slovensko volilno telo marca naslednje leto ponovno odločalo o sestavi slovenskega parlamenta, da ta čas ni zapravljen z prazno razpravo o tem, kdo bo šel s kom v koalicijo po naslednjih volitvah, pa kdo bo minister, pa kdo ne bo minister, pa kdo bo s kom sodeloval, pa kdo bo koga izključeval, kar je žal v Sloveniji zadnjih 20 let nek šlager. Na vseh soočanjih to prvo vprašanje in pol namesto, da bi pač stranke tekmovale z programi, te vpletajo v prepire, ki na koncu pa ni nobenih vsebinskih odgovorov. Pač mi smo se zdaj zavestno odločili, da pač do volitev se s tem ne ukvarjamo, se skušamo izogibati takšnim vprašanjem, ampak delamo na vsebini. In želimo, da tudi politična konkurenca tukaj pač pride s svojimi programi, da se ti programi soočijo in da lahko pol volivke in volivci stehtajo, kdo ima pač boljši program, pa bolj verodostojen program za naprej. Tako da to je pa ta politični motiv za izbiro tega gesla koalicija z volivci. Zdaj, mogoče še, kaj si predstavljamo pod ustavno večino razuma. Pod ustavno večino razuma si predstavljamo najmanj 60 glasov v slovenskem parlamentu, ki se pravi, in to je ustavna večina, to je dvotretjinska večina po naši ustavi, se pravi, si predstavljamo večino, ki bo sposobna združevati moči in sprejemati razumne odločitve. Tudi na ustavni ravni. In Slovenija je danes v situaciji, ko potrebujemo nekaj takšnih pomembnih odločitev. Mogoče jih nekaj naštejem. Mi potrebujemo ustavno sidro, ki bo zaščitilo vaše žepe, pa slovensko gospodarstvo.
Se pravi, v ustavi mi predlagamo, da se v ustavi omeji delež bruto domačega proizvoda, ki se lahko pobere z davki, po domače rečeno. Da je tukaj sidro, ki pač preprečuje pol neki navadni večini, kakršno običajno imamo ob sestavah koalicij, da dela to, kar recimo dela ta Golobova koalicija v tem mandatu. Ko so najbolj inovativni pri tem, ko je treba iznajti kak nov davek ali pa prispevek, in ko so se prvič v zgodovini samostojne Slovenije usedli celo na vaše pokojnine za prispevkom, kar je bilo doslej smatrano, da pač je to izven ustavnega okvira. In pa mogoče še, čeprav bi vas ne želim utrujati z procenti, preveč pa z številkami, ampak v obdobju enega leta, od leta 2023 na 2024 v tem mandatu, se javna poraba v Sloveniji dvignila iz 36,8 na 38,8 odstotkov bruto domačega proizvoda. Zdaj mogoče bo rekel kdo, kaj pa je to 2 odstotni točki. 2 odstotni točki je skoraj 1,5 milijarde denarja. Toliko manj ga imate vi potem v žepih preko plač in pokojnin, in toliko več gre, ne vem, za 100 ali pa 200 na novo zaposlenih v Ministrstvu za solidarno prihodnost, pa še ne vem kje, kjer so jih v zadnjem času zaposlili nekaj tisoč. Zmanjkuje pa potem denarja za ljudi, ki delajo v domovih za starejše. Zdaj naj bi zaživela prenovljena dolgotrajna oskrba 1. decembra. Prej, ko smo se vozili dol, smo poslušali na radiju poročila, koliko ljudi dejansko manjka v domovih za starejše, se pravi, ni ljudi. So postelje, so kapacitete, kar je bil včasih problem, ni pa ljudi, ki bi tam delali. Torej, plačujete davek oziroma prispevek za neko storitev, ki ne samo, da je ni, je tudi ne bo. Ker tega ni možno pač postaviti čez noč. Se pravi, mi predlagamo to sidro, da se omeji delež tega, kar lahko pač porabimo, oziroma kar je po ustavi so davki in prispevki, in da znotraj tega, kar pač kot država poberemo, z davki in prispevki določimo tudi sidro oziroma delež, ki se porabi v občinah na lokalnem nivoju. Danes od vseh davkov in prispevkov, ki jih skupaj zberemo, ali pa od celotne javne porabe, čeprav to ni ta prav pojem, za funkcioniranje in za investicije v občinah gre tam 4,5 odstotke BDP, 4,5 odstotke, samo 4,5 odstotke, čeprav se zelo veliko stvari, ki so pomembne za kvaliteto našega življenja, ureja in financira in izvaja na tej ravni v občinah, kjer je tudi vsak evro več ali manj, so tudi izjeme med občinami, kjer ne ravnajo ravno skrbno s tem denarjem, ampak načelno se en javni evro, ki se ga vam vzame iz žepa, bolj racionalno potroši na občinskem nivoju, ker tukaj se vidi, ali je kaj narejeno ali ni narejeno, pa seveda pol prije tudi kazen na lokalnih volitvah. Zdaj na državnem nivoju pa, ne vem, malo denarja ostane, konc leta pa kupijo Litijsko, podrtijo sred Ljubljane, pa ministrica ne gre niti pogledati, kaj je kupila za 6 milijonov. Pa, kot bi rekel Pučnik, nikome ništa. Zdaj, če bi en župan to naredil, veste, pa ne glede na to, kako je sposoben ali pa nesposoben neki občini, pa kupil neko tako stavbo za 6 milijonov, neko podrtijo, ki ničemur ne služi. Mislim, ljudje bi ga fizično odnesli iz pisarne, ker
se to bolj vidi in se pač bolj primerja. Skratka, mi predlagamo, da se ustavi tudi pač določi fiksni del te skupne porabe, ki gre občinam brez tega, da bi morali se potem vsako leto da bi se morali pogajati z vlado, kolikšen del povprečnine oziroma kakšna bo povprečnina, se pravi neka povprečna sredstva, ki gredo na glavo prebivalca potem za občine, pa potem vlada se naredi dobrodelno, pa dobre volje, pa da nekaj evrov več, čez 2 meseca pa sprejme neko dodatno obremenitev, ki se pol plača iz občinskega proračuna. Plače se povečajo v vrtcih, to gre iz občinskega proračuna in se to potem tako izniči. Skratka, treba je zaščititi ta del blaginje, ki se ustvarja na tem nivoju. Ampak zato rabimo v parlamentu 60 glasov. In seveda rabimo 60 glasov recimo zato, da stabiliziramo politični sistem. Mi imamo zdaj proporcionalni volilni sistem, kjer se glasovi zelo razpršijo in težko dobiš, oziroma doslej se ni še nikoli zgodilo, recimo, da bi ena stranka dobila navadno večino, oziroma absolutno večino, ki je potrebna za sestavo vlade, se pravi najmanj 46 glasov. Nazadnje na volitvah je bila ena stranka zelo blizu temu, da bom rekel, da je to dobro uporabila, ampak tudi ni šlo skozi. Se pravi, so potrebne koalicije in seveda to pripelje do situacije, ko stranka, ki je kingmaker, se pravi, ki zagotavlja tiste glasove, da dosežeš večino, v bistvu ima enako ali pa večjo moč kot stranka, ki je dobila 5-krat več na volitvah. Preko tega sistema se volja volivcev izniči. Se pravi, več velja glas za eno majhno stranko, ki ima 5 poslancev, pa jeziček na tehnici, kot za stranko, ki je dobila 25 poslancev. In to ustvarja nestabilnost ali pa absurdne situacije, kot jo imamo zdaj v tej vladi, ko stranka Levice v bistvu diktira program celotne vlade in poslanci največje vladne stranke, Gibanje Svoboda, to pridno glasujejo za tudi največje norosti, ki prihajajo pač iz tega kota. Slovenska demokratska stranka je davnega leta 1996 zbrala 46.000 glasov in smo na referendumu potem izglasovali večinski volilni sistem. Takrat so imeli javno tribuno tudi v Ilirski Bistrici, se spominjam. In rezultat na referendumu takrat tukaj je bil v tem kraju daleč večinski za večinski volilni sistem. Tudi v celotni državi je ta sistem dobil največ glasov, ampak so potem spremenili ustavo leta 2000 in v ustavo dali ta izkrivljen proporcionalni sistem, ki ga imamo zdaj. In ta ima posledice, kot sem jih prej opisal. Nestabilnost pa izkrivlja voljo volivcev. Da to spremenimo, rabimo spet pač ustavno večino razuma, 60 glasov. Glede na to, da je levi del slovenske politike zelo čustveno navezan na ta proporcionalni sistem, tam po mojem ni zaračuna, da bi kadarkoli v predljivi prihodnosti dobili glasove za to, da pač ustavo damo sistem, kakšen bi izglasovan na referendumu, čeprav bi pač to moral biti. Mogoče pa je, oziroma jaz mislim, da je možno doseči ustavno večino za kombiniran volilni sistem. Se pravi, da se polovica poslancev izvoli neposredno, tako kot volite župane, polovica pa pač proporcionalno, tako kot se voli zdaj ali pa mogoče s kakšnim boljšim
proporcionalnim sistemom. Ne. Že to bi bil velik korak k večji stabilnosti. Zdaj, da obstaja neka realna možnost, da se to zgodi, je dokaz neka knjiga, sicer je njen tukaj, ki je šla pred parimi meseci, napisala sta jo pa dr. Peter Jambrek pa dr. Ciril Ribičič. Se pravi, dva ustavna pravnika z pač dveh političnih polov in ona dva tam v tej študiji predlagata kombiniran volilni sistem. Kar pomeni, da se nekaj premika tudi tam, kjer pač je bil beton, ne, leta 2000, ko so dali ta izkrivljen sistem v ustavo in da če bo nekaj več razuma, mogoče tudi na levem polu, mogoče lahko dobimo ustavno večino razuma tudi za stabilizacijo političnega sistema. Ne. To je pa potem pač s tem sidrom, ne, ko bi omejili apetite vsake vlade, da dviga davke, ne, z omejitvijo deleža javne porabe v ustavi, bi stabilizirali ekonomsko okolje v Sloveniji. Se pravi, podjetniki bi lahko vedeli približno, ne, koliko jih bo država oskubila v prihodnosti, ne glede na to, kjer vlada bo. Tuji vlagatelji bi vedeli, da prihajajo v okolje, kjer so davki razumni in da se ne bodo spreminjali čez noč. Če bi pa stabilizirali tudi politični sistem z tem kombiniranim volilnim sistemom, ki bi nujno povzročil, da imamo pač potem trdne vlade, ali pa bolj trdne vlade kot zdaj, bi bilo seveda tudi politično okolje stabilno. Ne. Zdaj, kaj prinaša v ekonomskem ali pa socialnem smislu stabilno politično okolje, lahko vidite v sosednji državi, na Hrvaškem. Tam imajo, mislim, da zdaj 12 let desno-sredinsko vlado, dokaj stabilno, in Hrvaška nas je skoraj ujela. Hrvaška nas je skoraj ujela. Leta 2008 je bil bruto domači proizvod na prebivalca na Hrvaškem polovica slovenskega. In naše plače so bile po povprečju skoraj še enkrat večje kot na Hrvaškem. Zadnji podatek kaže, da je neto plača na Hrvaškem samo še 100 evrov nižja od neto plače v Sloveniji. Neto plača, tisto, kar pač dobite. 3 leta nazaj je bila razlika 400 evrov. Ne, pa je Hrvaška v tem času samostojnosti imela 4 leta vojne, mislim 10 dni. Ne, mi smo v Evropski uniji od leta 2004, v evro od leta 2007. Ne. Hrvaška je bistveno kasneje stopila v to okolje. Ampak zadnje desetletje imajo nek stabilen, kontinuiran razvoj in so tukaj. In eno od posledic tega, ne, da je tam ekonomsko okolje bolj prijazno, je to, da slovenska podjetja ali pa podjetja, ki so prej imela sedež v Sloveniji ali pa laboratorije v Sloveniji, selijo zdaj to na Hrvaško. Je tam bolj stabilno okolje, nižji davki, hitrejše usluge. Mi pa smo tle davke višali, delali številne neumnosti, kar se tiče birokratizacije. Mi smo v prejšnjem mandatu kljub covidu sprejeli protibirokratski paket, ki ga je pripravil strateški svet pod vodstvom Ivana Simiča. Odpravili smo na stotine različnih birokratskih ovir, kjer se postopki podvajajo, pa dolgi roki in tako dalje. En prvih ukrepov Golobove vlade je bil, da so ta zakon preklicali. Je to vse nazaj prišlo. Vse pol so bile poplave avgusta 23, slišali smo tiste bombastične napovedi, ne, Roberta Goloba, ki je rekel, 100 hiš bomo zgradili na mesec, a ne, 100 hiš. Zdaj pa enem letu ni bilo še nobene, ne.
Pa mislim, da ga je pol zvonil vprašal v parlamentu, kje so te hiše. Pa je rekel, ja, postopki so dolgi. Mislim, postopke ste vi podaljšali, a ne? Skratka, sem že malo predolg odgovoril, ne? Slovenija potrebuje ta dva sidra, ki stabilizirata tako gospodarsko okolje kot politično okolje, če hočete, zato da bomo spet pač pluli z hitrostjo, ki jo zmoremo, ne? Ker zdaj veslamo, ne? Veter pa piha mimo naših jader. Za nami je referendum o sprejetju zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil vsiljen strani Združenja Srebrna nit in koalicijskih strank Gibanje Svoboda, SD in Levica. Zakon bi, če bi bil sprejet, najbolj bremenil zdravstveno osebje, zdravnike in medicinske sestre. Zato ne preseneča, da ga je zdravstvena stroka zavrnila. Še sama sem bila presenečena, ko sem se pripravljala na ta večer in ko sem šla gledat, torej katere organizacije zdravstvene so ta referendum zavrnile, dovolite, da kar citiram. To je bila Slovenska medicinska akademija, Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, Slovensko zdravniško društvo, Zdravniška zbornica Slovenije in Katedra za medicinsko etiko Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. To, da so predlagatelji pri pripravi zakona zdravstveno stroko povsem izključili, je pravi paradoks. Ob tem pa smo v tem tednu, ko so izgubili, poslušali, kako je druga stran, torej recimo naša stran, zakon spolitizirala. Sreča torej, da so se volivci s 53,5% odločili proti sprejetju tega spornega zakona, ki je posegal v najgloblje etične temelje človeka. To je vprašanje sočutja, življenja in smrti oziroma prostovoljne ali nasilne smrti. Kako komentirate, gospod predsednik, precej tesen izid referenduma in kakšen vpliv bo imel po vaše ta rezultat na prihajajoče volitve, ki bodo v začetku pomladi? Jaz mislim, da neposrednega vpliva na sam volilni rezultat pač ta referendum ne bo imel, posrednega pa ja. Ena od posledic tega rezultata v nedeljo je to, da verjetno danes v tej dvorani ni nikogar več, ki bi verjel javnomnenjskim raziskavam. Pa že kdo verjame? Rekli so 60% bo za, pa je bilo pa 53% proti. In namesto, da bi se tisti, ki so to kao namerili, skrili pod zemljo, so naslednji dan po televizijskih studijih razlagali, da se v bistvu niso zmotili, sem niso ta pravi prišli na referendum. Tako da, ko ste videli naslednjič te objave Valikona, Nina Medija pa Medijane, niti naslov ne berite, ker oni s tem, kar objavljajo, jaz mislim, da oni drugačno merijo, pa pač objavljajo številke, s katerimi ustvarjajo javno mnenje. Ga ne merijo, razumete, ustvarjajo javno mnenje. Zakaj so napovedovali 60% za? Zato, da bi ljudje rekli, se ne splača, to je itak zgubljeno. To tisti, ki je bil proti, da pač nima korajže, da gre glasovati. Z tega vidika rezultat ni bil tako tesen, je pa seveda šlo za eksistenčno vprašanje, zdaj etični vidik ste pač že razložili, jaz bi temu dodal še ustavno-pravnega. Ta zakon v neki normalni državi, kjer je vladavina prava, nikoli ne bi smel biti sprejet. Zato, ker mi imamo 17. člen ustave, ki pravi, človekovo življenje je nedotakljivo.
Razumete, če v ustavi piše, da je človekovo življenje nedotakljivo, potem ne moreš z zakonom uzakoniti nekaj proti temu. Lahko se ti tudi strinjaš s tem. Ustava vse veže. Še vse pa poslance, pa vlado, pa predsednico države. In oni zdaj predavajo o spoštovanju pravne države, pa institucij, pa prava. Imaš ustavo, kjer jaz sem bil član ustavne komisije, ki je predlagala to ustavo. Bil sem poslanec oziroma delegat tiste skupščine, ko smo to izglasovali. Ta 17. člen ustave je prišel ravno zato, da zaščitimo življenje. In tisti, ki se s tem ne strinja, bi moral najprej predlagati spremembo ustave, potem pa pisati ta zakon. Ampak so mirno to ignorirali. Ja, so rekli, to se nanaša samo na smrtno kazen. O smrtni kazni govori nek drug odstavek ustave. Prvi odstavek 17. člena ustave pa pravi, človekovo življenje nedotakljivo. Se pravi, se ga država ne sme dotakniti, da sme sprejemati zakonov, kjer pač tako ali drugače posegaš v življenje. In tukaj ni šlo za to, kar so govorili, to pa omejuje svobodo posameznika. To nič ne omejuje svobodo posameznika. Omejuje svobodo države, institucije, da posega v človekovo življenje. Pa kakorkoli pol to imenuješ, evtanazija, pomoč pri samomoru, kar je itak kaznivo dejanje po kazenskem zakonu. Pomoč pri samomoru je po slovenskem kazenskem zakonu kaznivo dejanje. Tako da ne moreš sprejemati pol nekega zakona, ki pa nekaj, kar je v drugem zakonu kaznivo dejanje, to ureja na tak ali pa na drugačen način. Tako da hvala Bogu, da je pač rezultat takšen, kot je. In je zelo odmeval po svetu. V naših medijih je bilo bolj malo, ampak to je zelo odmeval po svetu. Sem dobil odzive pravzaprav iz vseh celin, ker nismo edini, ker se pač ta kult smrti širi in ker se pač to skuša bolj spraviti tudi v zakonodajo. In mi gre čestitke za rezultat tukaj, ker ste imeli dobrega. Da je ustavna večina razuma še kako potrebna v naši državi, pričajo tudi številni dogodki v zadnjega pol leta, ki so se odvijali na Dolenjskem in odpirali problematiko konfliktov med Slovenci in pa romskim prebivalstvom. Pred kratkim ste v Državnem zboru sprejeli zakon, ki je nastal po tragičnem dogodku v Novem mestu, ko je oče, ki je prišel braniti sina, izgubil življenje. Kako, gospod Janša, ocenjujete ta tako imenovani Šuterjev zakon? To je zakon izgovor. Ta zakon je sprejet zato, da zdaj lahko rečejo, prej nismo ukrepali, ker ni bilo zakonske podlage, kar ne drži. Tukaj je nekaj pač členov, ki mogoče dajo nekaj dodatnih pooblastil, ampak to, da se pa prej ni dalo ukrepati, da je lahko policija šla samo v pač romsko naselje, pa pobrala tulce, ko so streljali, pa da niso mogli nič narediti, to je smešno. Problem je to, da je ravnanje te oblasti zadnja 3 leta dalo korajžo kriminalcem vseh vrst, ne samo v romskih vrstah, pri njih pa že posebej. Samo en primer, do začetka leta 2023 je imela policija v svojih smernicah delovanja poglavje oziroma en del, kjer se je seveda govorilo tudi o zatiranju kriminala med romsko populacijo, ker gre tam za specifične oblike kriminala. Potem je prišla Golobova vlada in minister za notranje zadeve poklukar in so to celo poglavje vrgli ven. V času, ko se je zgodil ta umor, policija v svojih smernicah delovanja sploh ni imela pač ukrepov za zatiranje
tovrstnega kriminala. Seveda bi se vseeno dalo. Je kdo gledal nastop novega ministra za notranje zadeve zadnjič na komercialni televiziji, tam kje je bral stvari. Ok, svojega denarja je vredno, da imaš ministra, ki dobi vnaprej vprašanje, pol odgovore prebere. To je tako v tistem jugoslovanskem štosu, ko pride novinar do pač nekoga tam v tovarni, pa ga nekaj vpraša, on pa potegne listek iz žepa in prebere odgovor, pa pravi, zelo ste me presenetili. No, ampak to tako za hec, problem v tem, da je on tam razložil, da je dal zdaj usmeritve za delo policije v prihodnje. Razumete? In ko jaz isto poslušam, rečem, a policija doslej pa ni delala tega? Policija mora varovati javno varnost. A zdaj pa ni delala tega? Skratka, gledajte, ta zakon je bil sprejet kot izgovor, prej so rekel boljše ukrepe v tem mandatu 3-krat ali pa 4-krat zavrnili. Mi smo zakonodajo pripravili že v našem mandatu, pa smo bili manjšinska vlada in ni šlo skozi, oziroma je Levica z posvetovalnim referendumom blokirala sprejetje tega zakona. Potem, glede na to, da imamo zdaj situacijo v parlamentu, kjer karkoli mi predlagamo, oni avtomatsko zavrnejo. Razumete? Če bi Slovenska demokratska stranka vložila zakon, v katerem bi pisalo, recimo, poslanci Gibanja Svoboda so najboljši na svetu, tudi proti temu bi glasovali. Zato, ker smo mi to predlagali. Zdaj se je prvič zgodilo, da noben amandma opozicije na proračun ni bil sprejet. Vedno se tako pač vladna večina, pa tudi, ko so bile druge leve vlade, opozicija predlaga veliko amandmajev, seveda se jih večina zavrne, ampak not so take stvari, proti katerim ne moreš glasovati. In vedno se je nekaj izglasovalo. Zdaj so zavrnili vse. Tudi dopolnila, ki bi v bistvu njim pomagalo, oziroma njihovim poslancem v njihovih okrajih. Ta betonska zaverovanost, da kar delajo oni je absolutno dobro, kar predlaga opozicija ali pa kdorkoli izven tega kroga je pa absolutno zlo, ta stvar je neverjetna. Jaz sem bil izvoljen vse sestave slovenskih parlamentov doslej in ko primerjam ta mandat z prejšnjimi, se človek vpraša, kam smo prišli. Res, se vpraša, kam smo prišli. No, ampak hotel sem povedati to, da smo mi pa rekli, ok, ne bomo mi vlagali teh predlogov, ker jih itak oni avtomatsko zavrnejo in so potem župani dolenjskih občin vložili praktično ista besedila, deloma so jih dopolnili, ampak ne bistveno, in zbrali 30.000 podpisov ljudi v podporo tej zakonodaje, ampak tudi to je bilo zavrnjeno. Tudi to je bilo zavrnjeno. Zdaj pol je bilo pa seveda tam 15.000 ljudi na protestu v Novem mestu in je bil predsednik vlade in pa se je dalo. Vse bomo. Pa ni, zdaj bo Šutarjev zakon, vse bomo. Zdaj boš kar prišel v stanovanje pa preiskal brez odločbe, vse se bo dalo. Zdaj pol se je to precej omejilo. Pol sem srečal enega notranca, ki je rekel, Bog ne daj, da zdaj nek medved na Rakitni nekoga poškoduje, bo prišel Golob, bo rekel, vse medvede postreliti. Doslej nobenega, zdaj bomo pa vse. Šutarjev zakon, gledajte, je izgovor, ampak zdaj, ko je pač sprejet, ni več izgovora. Ni več izgovora. Karkoli se zgodi, pač težko rečejo, nimam zakonske podlage. Vse je šlo skozi, kar ste predlagali.
Se pa tega stanja, ne, ki se je vzpostavljal in posledica katerega je bilo, da pač se je ena kategorija ljudi v tej državi počutila nedotakljive, lahko delaš karkoli, ne plačuješ, vse mi pripada, ne delam nič, ne pošiljam otrok v šole. To je pripeljalo situacijo, ko pač 90% delovno sposobnih v romski populaciji ne dela, 20% in 90% otrok ne konča osnovne šole. In pol je to začaran krog, ker če otroci gredo v vrtec, pa v šolo, pa to pol se to prekine. Ne. Če pa ne, je pa to pač povzemanje vzorcev iz istega okolja in tudi kriminal, pa seveda tudi vse drugo narašča. Ne. Jaz sem se samo spraševal, kje so bile slovenske feministke, ko so prišli ven ti podatki o nosečih romskih deklicah v 5. razredu. Jaz nisem slišal, mogoče kdo med vami opazil kak protest Nike Kovač. Ona fajta za druge stvari, za tiste, ki že obstajajo. Gospod Janša, dotakniva se še sprejete pokojninske reforme. Kakšen je vaš pogled na te spremembe zakonodaje in kakšne dopolnilne predloge tega zakona je predlagala Slovenska demokratska stranka? No, gledajte, to ni reforma, ne? To so taki skromni popravki obstoječega sistema, v glavnem v pravo smer, ker pač imamo demografsko sliko, kakršno imamo. Ni pa to reforma. Ne. Reforma bi bila, če bi v pokojninski sistem pripeljali dodatne vire. Zdaj gre pa samo za to, ali bomo nekaj več dali iz plač v pokojninsko blagajno, da bodo pokojnine nekoliko večje, ali pa bo ta prispevek nekoliko nižji, ne, pa bodo pokojnine nekoliko manjše. Se pravi, predevamo iz enega konca na drugega. In ker se prebivalstvo v Sloveniji stara, Slovenci smo v svetovni špici po naši povprečni starosti med 10 državami z najstarejšim prebivalstvom na svetu. Smo blizu 50 let povprečja. In zaradi tega se seveda tudi podaljšuje delovna doba. Več bo treba delati, pa manjša bo pokojnina, ker se bo zdaj obračunala od daljšega števila let kot prej. To so zdaj ti popravki. Pokojninsko reformo, v tem smislu, da se v pokojninski sistem pripelje dodaten vir, smo mi predlagali v prejšnjem mandatu, pa tega seveda nismo mogli sprejeti, ker nismo imeli večine. In to v obliki demografskega sklada, v katerega bi se dalo državno premoženje, ki je zdaj na Slovenskem državnem holdingu in seveda dohodki z tega premoženja. Polovica bi se vlagala v plemenitenje naprej, polovica pa bi šla v pokojninski sistem. In iz tega, to je dodaten vir, iz katerega bi se brez tega, da se obremenjujejo plače, pač pokojnine lahko postopoma višale. Ne takoj, ne veliko, čez noč, ampak s časoma pa, če bi se s tem premoženjem, ki ga je pač 12-15 milijard, pametno gospodarilo. Zdaj, kako se gospodari, zdaj jaz ne vem, ampak očitno je to, kako je zdaj to postavljeno, pa organizirano, pa kako se upravlja, rekel, levici v močnem interesu, ker so, mislim, da so včeraj predsedniku SDH-ja, gospodu Debeljaku, ki mu mandat poteče septembra naslednje leto, so mu že podelili nov mandat. Tako da, mislim, da se to še ni nikoli zgodilo.
Dobro, da mu niso še unga za naprej, a ne. Ali pa do smrtnega, ko včas v Jugoslaviji. Ne. To je treba reorganizirati in, gledajte, to premoženje, ki je pač še državno premoženje v SDH, to premoženje je ustvarjala generacija, ki je zdaj v pokoju. To je njihovo, to je vaše, ne. To ste vi ustvarjali. Je edino pravično, da pač prihodki iz tega gredo kot plačilo za minulo delo. Premoženje, ki se bo nabiralo, upajmo, ne v prihodnosti, bodo ustvarjale sedanje generacije in ko bodo ono v pokoju, so pa upravičene pol do odhodkov iz tega premoženja. To, kar je bilo pa v času ustvarjeno, pa je pač bilo ustvarjeno v času generacije, ki je zdaj upokojena. In ta zakon je napisan, lahko ga sprejmemo, ko bomo imeli večino zelo hitro. In to bo reforma. Ne. To, kar je bilo pa zdaj sprejeto, so pa pač popravki. Tudi slovensko sodstvo ima dolgo brado, ki se vleče še iz totalitarne države. Očiščenja ni bilo in pomlajenja, bi rekel Cankar, tudi ne. Vi ste na svoji koži najbolj čutili, kako ta sodna veja oblasti deluje, saj ste bili zaradi montiranega procesa Patria zaprti 2 leti. V zadnjem času je sicer priletela ena lastovica. Sodni svet je razrešil predsednika okrožnega sodišča Marjana Pogačnika z mesta predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. Toda pred nami je tudi imenovanje 3 novih ustavnih sodnikov. 3 današnjih iz današnjega sklica, namreč mandat poteče v začetku naslednjega leta. Predlagala jih bo, torej nove 3 ustavne sodnice, predsednica države Nataša Pirc Musar. Mislim, da sem nekje brala, da se je kuverte zaprlo ta teden in da je 16 prijav. Dr. Ernest Petrič, nekdanji ustavni sodnik, predsednici Nataši Pirc Musar, polaga na srce, naj pri izbiri kandidatov upošteva, da bo ustavno sodišče svetovno-nazorsko uravnovešeno, rekli bi pluralno. Zdaj pa vprašanje, ali je po vaše pričakovati, da bo ta Petričev dobronameren in za demokratično Slovenijo nujen kriterij predsednica Musarjeva upoštevala in ne bo ravnala tako, kot je pred leti sodnica Jasna Murgel, ko je komentirala poraz na referendumu o istospolni zakonski zvezi, rekoč: eno leto hitro mine, vmes menjamo ustavne sodnike. Zaenkrat se zdi, kakor da gre po tem planu. Kaj pravite? Ja, odgovor na vprašanje, ali bo predsednica upoštevala ta nasvet dr. Petriča, je ne. Ker ona je že naredila nek ožji izbor iz teh 16 prijav, mislim, da je bil tudi objavljen, saj poslanci smo to dobili. In jaz na tem izboru ne vidim nobenega, ki bi pomenil kako uravnoteženje ustavnega sodišča, ki ni samo nagnjena v levo, ampak leži v levo pa še malo dol. Tako da težko govorimo o nepristranskosti, ker je ta absolutna. Recimo o zakonu o RTV-ju, za katerega so rekli, da bodo odločili v rekordnem času po nujnem najhitrejšem postopku, kar pomeni v 30 dneh, zdaj odločajo že 3 leta. Čeprav je eklatantno protiustaven, kar so seveda tudi morali priznati in so zadržali izvajanje, pa je potem prišla Evropska komisarka Vera Jourova in so spremenili odločitev. Zdaj vemo, ker je pač Milan Zver dosegel prek Evropskega sodišča, da so objavili tisti opomnik. Tako da to se ne bo zgodilo. Poleg tega mandati teh 3 ustavnih sodnikov potečejo naslednje leto. Se nič ne mudi.
In mi smo zahtevali od predsednice, da zdaj nič ne predlaga, naj počaka na volitve, nov državni zbor, pa se potem odloča. Tudi to ni rešitev. Zdaj, ko mi govorimo o ustavni večini razuma, govorimo tudi o večini, ki bo v ustavi ustavo dopolnila z varovalkami, ki bodo omogočile, da Slovenija dejansko dobi neodvisno sodstvo, ker zdaj nimamo neodvisnega sodstva. Poleg teh primerov, ki ste jih vi našteli, jih je še na tisoče. Imate primer sodnika Radoniča, tukaj vidim gospoda Noviča, lepo pozdravljam, ki je v tem primeru pošteno sodil. In kaj se je zgodilo? Zdaj sodijo sodniku, ki je pošteno sodil. Njegovi, rekel, neodvisni kolegi in so ga v lisicah pripeljali, tako da se vidi na obravnavo in človeka psihično praktično uničilo. In se to jemlje, kot da pač to pač iz nekaj normalnega. Skratka, ustavo je treba dati nekaj varovalk, ki bodo dejansko zagotavljali neodvisno sodstvo, med njimi tudi to, da se ustavne sodnike voli z dvotretjinsko večino. Zdaj se ustavne sodnike voli z navadno večino. Varuha človekovih pravic pa volimo z dvotretjinsko večino. A kdo ve povedati, koliko časa ga že nimamo? Je kdo opazil, kakšne posledice? Ne vem, mislim, da ga, še jaz ne vem, koliko časa ga ni. Nič ni slabš, nič bolj zaradi tega, naredili so iz te funkcije neko birokratsko institucijo, ki vsako leto prinese v državni zbor tako lepo vezano knjigo poročilo o delu. Mora koštati ogromno tisto, da natisnejo. Če bi lahko poslali v bistvu elektronski dokument. In pol se slikajo, pa dajo predsednici, pa to, pa človekove pravice, pa ne vem, če so kaj bolj zaščitene, ampak rabite 2/3 za imenovanje te funkcije. Za ustavne sodnike, ki so pa vrh oblasti, ne samo tretje veje oblasti, vrh oblasti v Sloveniji po slovenski ustavi pa je navadna večina. In pol pač imamo situacijo, kot je zdaj na ustavnem sodišču, ali pa imamo ustavne sodnike, ki so bili včasih predsedniki levih strank, pa so pol postali neodvisni ustavni sodniki v tem sistemu. Dvotretjinska večina pač bi streznila situacijo. Tudi predsednica ne mogla kogarkoli predlagati, bi se naredil boljši izbor. Bi morali biti to dejansko ljudje z hrbtenico. Različnih nazorov verjetno, ampak z hrbtenico, ki bi dejansko varovali ustavo. Tudi slovensko zdravstvo je v nezavidljivo težki situaciji. Predvolilne napovedi koalicijskih strank pred volitvami 2022 v 30 dneh do specialista so se sesule v prah. Vlada izvaja pravo vojno proti zdravnikom, imenuje jih dvoživke, in tudi sedaj pri tem zadnjem referendumu se je dokazalo, kako je vlada ignorirala zdravstveno stroko. Posledica zgrešene zdravstvene politike je, da zdravniki odhajajo na tuje, da se v manjših krajih ukinja zdravstvene domove, da se pri nas zaposluje tuje zdravnike, nekateri od teh ne znajo niti slovensko. Tako da res težka situacija, ki jo verjetno pred 35 leti ne bi mogli niti predvideti. Gospod Janša, kaj je razlog, da je situacija v zdravstvu danes pravzaprav slabša, kot je bila v covidnem času pred volitvami 22. Mislim, glavni razlog je ta obsedenost leve politike, da mora biti vse državno. In ukinili so prostovoljno
zavarovanja, ne, so rekli, to bo cenejši in tako naprej. Naredili so ga za obvezno, niso ga ukinili, ne. In kaj še 70 milijonov luknje so pol pokrivali z proračuna, ne. To je bila ta reforma, ampak bistvena posledica te obsedenosti, ne, levičarske, da mora biti pač vse državno, je to, da kadra zmanjkuje. Kadra zmanjkuje zato, da na naših 2 fakultetah izšolati enega zdravnika, to veliko stane. To veliko stane, potem pa pridejo ven in ugotovijo, da pač je neka plača tukaj 3-krat manjša kot v Avstriji, ne, in tisti, ki lahko pač gre tja. Pa to ne velja samo za zdravnike, sej ta problem obstaja tudi, ko gre za tehnični kader, za inženirje oziroma za vse tiste poklice, ki so zunanje konkurenčni. Takrat, ko smo šli mi v Evropsko unijo, smo postali del enotnega evropskega trga. In ta znanja konkurenčnost je pač začela delovati. Nekdo, ki konča filozofsko fakulteto, pač ne, so tudi potrebni poklici, ki jih tam dobimo, absolutno, ampak bo težko šel pol v Avstrijo delati ali pa v Nemčijo, ne, ker mislim, da ne potrebujejo tega kadra. Nekdo, ki pa konča strojništvo, ki konča računalništvo, ki konča medicinsko fakulteto ali pa ne vem, poklicne šole, pa seveda lahko dobi na evropskem trgu boljšo plačo, če je tukaj nima. Ne. In za ta storitveni del javnega sektorja, ki zapade pod to znanje konkurenčnost, pač je treba plačni sistem prilagoditi temu. Sicer priješ v situacijo, v kateri smo danes. A ne. Ljudje, ki jih mi šolamo, pač Slovenci, Slovenke z dobrim znanjem, pač gredo delati ven, mi pa pol uvažamo zdravnike z okolji bivše Jugoslavije. Vsake toliko cajta ugotovimo, da so imeli kupljene diplome. A ne. 2 leta zdravijo, pa ugotovijo, ups, ne. Medicino sem zaključil v 3. letniku, pa 10 000 evrov pa je bila diploma. Ne. Pa tudi z drugih okolij, kjer pač so že jezikovne prepreke takšne, da pač težko opravljaš ta poklic. Ne. Pa še tisti pol, ko tukaj nekaj časa ugotovi, da zdaj ima referenco, delal sem v Sloveniji, zdaj grem lahko v Avstrijo, pa gre naprej. Ne. Mi pa smo vmes dali stanovanje, pa socialno mrežo za vse živo. Tako da, to je to, kar se počne, je velika neumnost. A ne. Mi smo imeli pripravljeni, smo tudi izpogajali takrat z zdravniškim sindikatom pač poseben steber, kot se temu pravi, plačnega sistema, ampak pol so prišli ti mojstri in so to spet dali vse v okvir teh razredov, kjer se pač vse primerja in je vse togo in posledice so tukaj. A ne. In ni problem samo to, da v posamečnih zdravstvenih domovih primanjkuje družinskih zdravnikov, pa da na urgencah ne primanjkuje polovica kadra. Razpadajo oddelki, ki so edinstveni, recimo za to specialno kirurgijo na kliničnem centru. To je samo en oddelek v celi državi. Ne. Če imate prometno nesrečo, pa vam iznakazijo obraz, recimo tam to pol urejajo. Ne. Polovica jih je zdaj dalo odpoved, ker so rekli, pač ok, mi vam ne moramo dati resne plače, vi pa popoldan tu ne smete še kje delati, se pravi, zdaj morate zbrati, pa so zbrali. Pa so zbrali. In zdaj pač tisti nesrečniki, ki že zdaj čakajo, ne, v vrsti na takšno operacijo, pa nimajo denarja, da si to sami nekje v Avstriji plačajo, kaj bodo. Bodo čakali še dlje. Ko to je stanje res kritično in
moram reči, da z tega vidika bi si jaz prav želel, da tisti, ki so ga zakuhali, ga tudi rešujejo. Ja, veste kaj, vladi Roberta Goloba je pa treba vseeno priznati, da je na nekaterih področjih zelo uspešna. In sicer zelo uspešna je pri čiščenju tako imenovanih janšistov. Ko je bilo to prvič izrečeno na javni RTV, sem mislila, da bo predsednik vlade Robert Golob po hitrem postopku letel, pa se ni nič zgodilo. Zelo uspešna je ta vlada tudi pri višanju davkov in pri sprejemanju novih in novih davkov. In opažam, da se je tudi kultura dialoga v hramu demokracije zelo osvobodila, da ne rečem zbanalizirala. Kdo vodi našo državo? So to res izvoljeni predstavniki ljudstva, ki so jim volivci dali škarje in platno, ali so to nevladne organizacije, ki so povezane z mediji, z nacionalnimi mediji, kot je RTV, Delo, Pop TV, Večer, Necenzurirano in tako dalje. Kako se pravzaprav da ta nordijski vozu prerezati in kaj spremeniti? Zdi se, da so zelo močni. Ja, tukaj bi lahko zelo dolg odgovor, ampak bi rad še malo časa prihranil za vas. Z vaše vprašanje in pripombe oziroma predloge. Zdaj, mi imamo, v ustavi je napisano, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda za samoodločbo, in Slovenija ima oblast ljudstvo in to oblast ljudstvo izvaja neposredno, na referendumih in z volitvami. Se pravi, mi smo v ustavo zapisali, da v Sloveniji ima oblast ljudstvo in izvoljeni predstavniki ljudstva. Izvoljeni predstavniki ljudstva so poslanci, delno pač vlada, ki jo pol poslanci posredno imenujejo. Parlament imenuje tudi pač številne druge funkcije, recimo ustavno sodišče in tako naprej, in to je vladavina izvoljenih. Se je pa mimo tega ustavnega okvira v času, ko je pač leva politika vodila državo. In to je bilo v času samostojne Slovenije več kot 25 let od 35. V tem času so naklepali ogromno nekih izven ustavnih institucij, ki tudi izvajajo neke vrste oblast. Dobili smo en kup, varuh človekovih pravic je v ustavi, nobenega drugega varuha pa jih imamo ne vem koliko. Za stotinami zaposlenih, varuh enakosti, informacijska pooblaščenka, varuh takšnih pravic, pacientovih pravic. To je vse protikorupcijska komisija, nimate nikjer ustaviti. Tam, kjer policija, tožilstvo in sodstvo normalno in neodvisno deluje, ne rabite nobenih komisij za preganjanje korupcije, ki pol se enega preganja, enega ne, ker je glavne za pač medijske obračune. Smo ena mogoče od 5 držav na svetu, ki ima neko tako komisijo. In potem je tukaj tako imenovani nevladni sektor. Pač civilna družba in nevladni sektor v klasičnem pomenu besede, to je Rdeči križ, gasilci, Karitas, verske skupnosti, cerkev in to naprej, pol so to društva, ki jih imate tukaj, kulturna, športna, to je nevladni sektor, civilna družba. Ampak na to se je potem napletlo še vse živo.
Danes imate neko institucijo, ki se imenuje Glas ljudstva. Jaša Jenull, pa ne vem, kaj so še tam. Neki obrazi, ki so ful neto kolesarili, pa so pozabili. In oni pravijo, mi smo Glas ljudstva. Imajo sedež Metelkova 6 in tam je kakšnih 200, 300, 400 teh raznoraznih združenj. In vsi so bogato financirani iz proračuna. Mi smo leta 2020, ko smo dobili ta zadnji mandat, bili popolnoma šokirani, ker smo ugotovili, da je med letom 2010 pa 2020 za financiranje teh tako imenovanih nevladnih organizacij z Metelkove 6 šlo več denarja kot za investicije v domove za starejše ali v šolstvo ali v zdravstvo. Več denarja je šlo tja. Pod različnimi izgovori, vse žive študije so se delali. Mimogrede za to dolgotrajno oskrbo, smo mi dobili inačico zakona, ki je imela številko 126. 126 osnutkov tega zakona so napisali in plačali na desetine milijonov za študije. V proračunu smo dobili postavko 75 milijonov za proučevanje pravnih podlag za dolgotrajno oskrbo. Šele mi smo pol ta zakon spravili skozi in pol so izvajanje pač prelagali in tako naprej in zdaj imamo vso to sago s pisanjem odločb na roke v 21. stoletju. No, ampak oni se imenujejo Glas ljudstva. Ni Jaša Jenull Glas ljudstva. On je Glas ljudstva, on je en glas ljudstva. Razumete? Vsak med nami je en glas ljudstva. Ne more se nekdo preglasiti, da je Glas ljudstva. In oni so pol kolesarili pa zahtevali odstop vlade. Pa pred volitvami, pred zadnjimi volitvami, če se spomnite, so posadili te leve stranke na Trg Republike pred parlament in pol so jih sprašvali. Ste za to, niste za to, boste to in potem so Robert Golob in Tanja Fajon in ostali so dvigali loparčke. Rdeč loparček ne, zelen loparček ja. Ko sem tisto videl, sem najprej mislil, da so to posneli neko parodijo. Nekdo se razglasi za Glas ljudstva in pol pred volitvami to delate. Kot da so oni ljudstvo, nisi ti ljudstvo. En glas si, kot vsi ostali. Mislim, kakšna aroganca, razumete? Kakšna aroganca. Ampak to se namerno potem podpira, forsira, mediji se delajo, kot da to je pač civilna družba, to pač je nekaj nad vsemi. In potem pač ta druščina tudi napiše nek zakon, neko skropucalo in ta vladna koalicija ga sprejme in brišejo na stotine ukrepov, ki smo jih sprejeli za razbremenitev gospodarstva, za zmanjšanje birokratskih ovir v prejšnjem mandatu. Ne da bi sploh pogledali, zakaj. Vse. In pol sprejmejo zakon in se vračajo globe za tiste, ki so kršili zakon v času covida, pa se jali virus, pa smrt. Vsem so dali nazaj. In potem pričakuje pa policiste, ki so pač vzdrževali javni red in mir, ker po Ljubljani takrat ni šlo za nenasilne demonstracije. Šlo je za nasilne demonstracije, šlo je za razbijanje, šlo je za ogrožanje ljudi. Mi smo jeseni leta 1991 vodili Evropsko unijo. V Sloveniji je bil, mislim, da oktobra vrh Evropski svet, pa še vrh z državami Zahodnega Balkana. Pravi, imeli smo tukaj 50 predsednikov držav in vlad in rekel, ti nenasilni demonstranti so zaprli Ljubljano. Granitne kocke metali v avtomobile pa v policiste in tako naprej.
In vse, ki so bili oglobljeni, sej zapor ni šel nobeden. Ampak vsi, ki so bili oglobljeni, so jim vrnili kazni. In policiste, ki so pač te kazni izrekali, so dali v disciplinski postopek. 4 ali 5 celo sodijo, ker so menda uporabili solzivce. In pol pričakujejo, ko se to zgodi v Novem mestu, da bo pa zdaj policija pač hrabro nastavila glavo. Ne bo. Ker se ne vejo, ali se zakon izvaja, ali se pač ne izvaja. Mislim, to omrežje, ki ga pač strokovnim izrazom imenujemo vladavina neizvoljenih, je nek surogat za pač nek sistem, ko smo ga včasih imeli, pa so mu rekli socialistično samoupravljanje. Se pravi, to tako zamegliti pa prebarvati se skupaj, da potem belo vidiš kot črno in črno kot belo. In pol pride volilna kampanja, recimo mi kot stranka moramo vsak plakat oštevilčiti, vsako klobaso, ki jo skuhaš na stojnici pa razdeliš, moraš ovrednotiti, če da nek prispevek, vse to računsko sodišče pregleda in pol smo kaznovani, ker ena klobasa manjkala. Ti nevladniki vodijo kampanjo, recimo za tisti referendum o vodi, ker so fajtali za suho vodo, so rekli, imamo 4000 plačanih aktivistov. Oni so vodili kampanjo, nobeno računsko sodišče jih ne pregleda. Stranke ne smejo biti financirane iz tujine, kar je prav. Ampak oni so pa lahko in vodijo kampanjo in celotna leva politika vodi kampanjo preko teh nevladnih organizacij v narekovaju, ki so provladne oziroma pač prorežimske, kadar je levica na vladi, in so protivladne, kadar oni niso na vladi, in so brez kakšnekoli kontrole. Hvala Bogu se je zdaj to začelo problematizirati tudi na ravni Evropske unije, ker veliko tega je plačano tudi z našega denarja, ki ga dajemo v Bruselj. Zdaj se počasi to končuje. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, sedaj pa vas vabim, da vi gospodu Janezu Janši postavite kakšno vprašanje. Tem je še veliko. Hvala. Ja, jaz bi šel kar konkretno na določene ukrepe. V primeru, da bodo te volitve za nas uspešne in da se bo sestavila pravilna vlada, imam predlog, da se za občino Ilirska Bistrica naredi poseben projekt. In sicer največji problem bistriškega gospodarstva ni avtocesta, kot se to večkrat omenja, sicer ne bi bilo nič narobe, če je. Največji problem je dobava energije v industrijsko cono v Podgradu oziroma Hrušici. Torej, občina Ilirska Bistrica ima tam razmeroma veliko gradbeno parcelo, ki pa ji žal primanjkuje ogromna količina energije. Zdaj govorim na pamet, mislim, da je tam nekje okrog 10 megavatov moči, rabili bi jo vsaj 3-krat toliko. Torej, to pomeni električno energijo in plin. Jaz sem prepričan, če bi se formirala pravilna vlada, kot se je nekajkrat pod vašim vodstvom, ko je Ilirska Bistrica dobila ovoznico, vodovod, bomo rekli na koncu tudi ta stavba tukaj se je obnovila takrat, ko je bila vlada Janeza Janše. Dobili smo tudi denar za telovadnico Dragotina Keteja. No, prav danes je članek Nove 24, v katerem lepo piše, kaj se bo iz tistega denarja, ki ga je zrihtala vlada Janeza Janše, sedaj v resnici naredilo. Tako da, to je lep primer, kaj vse je Ilirska Bistrica dobila takrat, ko smo imeli desno vlado, čeprav je imela Ilirska Bistrica takrat levega župana. Tako da jaz apeliram na to, da vkolikor
ta vlada se vzpostavi. Upam na to, da bomo dobili tudi poslanko v državni zbor in vkolikor se bo vzpostavila tudi normalna lokalna oblast v Ilirski Bistrici, bi bila to čudovita kombinacija za rešitev tega energetskega problema. Moram povedati, da so Turki ponujali v mojem zadnjem mandatu 800 delovnih mest, če bi to energijo, ki sem jo omenil, imeli. Torej, brez avtoceste bi dobili ogromno število delovnih mest. Tako da to je moj apel, če nam bo uspelo to, kar si vsi skupaj želimo, da se državna in lokalna oblast združita in poskusita ta problem rešiti. Hvala. Ja, hvala pač za oboje, za pohvale in za predlog. Jaz mislim, da je problem rešljiv, absolutno. Sej končno, kaj pa je državna oblast, ne? To ni nekaj, kar skrbi sem za Ljubljano, ne? Čeprav se zdaj včasih tako zdi, ne? Moraš skrbeti za vse, ne? Tudi Ilirska Bistrica je del države in ko gre za take projekte, je pač treba združiti moči in poiskati rešitve, ne? Moraš te probleme seveda tudi videti, ne? Mi smo v prejšnjem mandatu, čeprav je bil COVID, 2-krat obiskali vse regije. Celotna vlada je naredila 24 obiskov se pravi 2-krat v vseh statističnih regijah. Zdaj, ko sva imela z gospodom Golovom primopredajo, pol, ko je on sestavil vlado, sem jaz rekel, naj ta utečen sistem nadaljuje, ne? Ker je pač to, da narediš obisk vlade v neki regiji, to zahteva neke priprave, ni to enostavno, če hočeš nekaj narediti. Že ko napoveš obisk, ne, pa rečeš, vlada bo pa obravnavala odprta vprašanja v tej regiji, birokracija naenkrat čudežno začne delovati, ne. Pa najde po predalih stvari, ki so prej stale, ker ve, da bo nekdo vprašal, ne, ali je to narejeno ali ne, in že preden smo šli, je bilo polno stvari rešenih, ne. Ker prej pač ne, ni bilo pozornosti, niso žarometi svetili. In pač ta aparat je obstajal, ne, in jaz takrat rekel Golobu, nadaljujte s tem, ker je nenazadnje tudi za vlado dobro, ne. Ima uspehe pol, ker vidiš probleme in jih lahko rešuješ. Če bo samo v Ljubljani, ne, se to ne bo dogajalo. In smo čakali prvo leto, drugo leto, tretje leto, zdaj pa hodijo. Zadnje mesece pa, mislim, da so včeraj v Mariboru, sem malo gledal, vse so obljubili. Mislim, to moraš iti na začetku mandata, takrat obljubiš, ne, konc mandata pa greš pogledati, ali je narejeno in ljudje lahko tudi vidijo, ali si držal besedo, ne. Ampak oni so čakali 3 leta pa pol, ne, in zdaj obljubljajo. Kaj bomo vse naredili v naslednjem mandatu? Zakaj pa doslej niste, ne? Jaz sem najprej mislil, da pač, taka zmeda, pa da zato niso šli okoli po regijah, zdaj mi je pa jasno, zakaj niso šli na Lašča, ne? Ker, ne, če bi šli prvo leto, pa videli probleme, ker pač, ko se srečuješ tam z župani, z gospodarstveniki, ti stvari povejo, ne moreš reči, da ne veš za to, ampak čez 3 leta potem, ko priješ, te pa vprašajo, se je kaj premaknilo, ne, oziroma se vidi, ali se je kaj premaknilo ali ne. Ampak oni ne, zdaj hodijo, ne. 2 mandata rabimo za to, ne. Zdaj sem pa videl enega novinarskega zapisa, ki bi na to opozoril, a ne. Zdaj, to je volilna kampanja, to ni delo vlade zdaj, to, kar zdaj dela, to so pač obljube. Se pa da ogromno narediti takrat, ko greš ven z Ljubljane, pa vidiš stvari na terenu in poslušaš ljudi in mnoge stvari se rešijo na licu mesta. Tudi za ta energetski problem je seveda rešitev, absolutno. Naprej, kdo si je zboril mikrofon?
Lep pozdrav, Mitja Škirjan z Kozine. Navezal bi se na, prej ste rekel, za problematiko kadra v zdravstvu in DSO-jih. Kje vidite, da se država poveže s podjetniki, da bi skupaj dvigali gospodarsko rast? No, najprej čestitke za včerajšnjo otvoritev. Pač, ko vidiš podjetja, ki so zrasla iz delavnic pa iz garaž, pa danes zaposlujejo 100 ali več ljudi, pa predstavljajo nekaj v svoji branži, vidiš, da smo Slovenci sposobni, da se da. Tudi včasih, ko je treba veslati proti vetru, se je to dokazalo. Kje bi šele bili, če bi bilo okolje bolj ugodno. In zato, da ga naredimo bolj ugodnega, seveda, mora imeti gospodarstvo besedo pri tem, absolutno. In seveda politika, ki dela v pravo smer, mora imeti tudi podporo. Tako da jaz pričakujem, da bo z gospodarskih krogov prišla podpora za to ustavno sidro, kar se tiče omejevanja ali pa dvigovanja obremenitev. Da vemo, kje smo. In znotraj tega se pač organiziramo. Pa seveda davčna politika, davki morajo biti razumni. Mi smo dokazali kot vlada, da se tega zavedamo. In mogoče, da bo bolj razumljivo. Zdaj, ko smo prvo vlado sestavljali in je dr. Bajuk postal, zdaj že upokojeni finančni minister, on je prinesel v Slovenijo en tak zdrav pogled. On je prišel iz finančnega sveta, mednarodnega finančnega sveta in njemu je bilo jasno, da je 1 pa 1 je 2, ne 3, kot je njegov predhodnik čas razlagal v parlamentu, in stvari so pač stale. In takrat so mnoge davčne stopnje znižali in mogoče se kdo spomni, obtoževali so vas, potopili boste proračun, ne bo denarja za šolstvo, ne bo tega. Na koncu leta je bilo bistveno več prihodkov v proračun, čeprav so bile davčne stopnje nižje. In Slovenija je imela takrat sanjsko rast. Bili smo gazela Evropske unije in daleč prvi med državami, ki so na novo vstopile v Evropsko unijo. Zato smo tudi prvi dobili predsedovanje Evropske unije in prvi smo šli v evro. Mi smo takrat dokazali, da pač, če se več ustvari in od tega nekaj vzameš, pa čeprav je ta stopnja nižja, dobiš na koncu več, kot če od manjšega kupčka vzameš več. In če povečuješ skozi to obremenitev, potem se kupček zmanjšuje in tudi na koncu pride manj v proračun. Se pravi, zato rabimo tukaj razumno mejo, seveda davke rabimo, se je potrebno marsikaj financirati s tem. Zdaj morajo biti, moraš vedeti, da denar ne raste na drevesu. Moraš pač neko logiko upoštevati. Če da je pa levičarska logika je pa obratna. Čim več pobrati, sej pol, ko stvar propade, bodo že drugi prišli pa to poravnali, pa spet mi pridemo, pa bomo spet pač delili. Kako rešiti to pač pomanjkanje kadrov v zdravstvu pa v domovih za ostarele? Ljudje treba boš plačati. Zdaj smo pa dali, koliko smo dali, 1,5 milijona za palestinsko birokracijo. Ne za pač revne otroke. 1,5 milijona je dala Slovenija za financiranje palestinske uprave. Okoli tako imenovane Palestine je pa 200 milijonov Arabcev, ki se kopljejo v denarju, ker toliko za žepnino porabijo njihovi šejki na dan. Pa mi dajemo, namesto da bi plačali ljudi, ki delajo v domovih za ostarele.
Pa 2 dni nazaj je vlada objavila dopolnitev načrta razvojnih programov. Financiramo obnovo vodovoda v Veliki Kladuši. Jaz sem najprej mislil, da se nekdo dela norca. Pa sem šel gledati, pa je bilo res objavljeno na vladni splet. Menjujejo, ne vem, stare cevi za nove Veliki Kladuši in to mi financiramo. Verjetno zato, ker je župan Velike Kladuše pred zadnjimi lokalnimi volitvami objavil: volite za Zorana Jankovića. Tisti, ki ste v Ljubljani, volite za Zorana Jankovića. Zdaj pa mi financiramo tam vodovod. Mislim, da ima več kot 50 slovenskih občin, ima obsežno območje, ker ni vodovoda. Ker ni to problem, da so stare cevi, pa jih je treba zamenjati z novimi. Ker jih sploh ni. Mi to financiramo v Veliki Kladuši. In piše, z to obnovo vodovoda bo izguba vode v Veliki Kladuši zmanjšana za 9%. Ja, super, ne? Zakaj moramo mi to financirati? Tako, če bo vlada prišla na obisk vam, jih vprašajte malo potem. Če niso mogoče pogledali na napačen zemljevid, kjero vlada so. Dober večer, pozdravljen. Mene pa zanima, ki bomo Putina ustavili, a bo šlo tu naprej, a bo šlo tu k koncu. Ste razumeli? Ja, on je trenutno ustavljen v Ukrajini. In v tem ustavljanju je umrlo 1 milijon Ukrajincev, pa 15 milijonov je beguncev. Pa 20 države je pač okupirane. Lahko bi ga ustavili 1. mesec, če bi v Ukrajini pomagali tako, kot smo predlagali, pa niso. Pa niso in tudi zdaj, gledajte, trenutno ni možno reči, da bo to končano letos. Ne glede na napore, ki se vlagajo, ker pač, če se pravi čas zamudi prvič, pa drugič, pa tretjič, prideš v situacijo, ko ni dobre rešitve. In tukaj trenutno ni dobre rešitve, so bolj ali manj slabe. Žal, ne. Tukaj se je pokazala vsa ta šibkost, nedržavništvo zahodnega sveta. Ker, če pogledaš realne številke, Rusija že dolgo časa ni več svetovna velesila. Ona je jedrska sila, ampak svetovna velesila pa ni več. Ruski obrambni proračun je bil, takrat preden so napadli Ukrajino, mogoče malenkost večji, kot je bil obrambni proračun Francije ali pa Velike Britanije. In je bil 10-krat manjši od obrambnega proračuna Združenih držav, pa 5-krat manjši od vojaških izdatkov Kitajske. Pa kljub temu so napadli in razen zelo velikih besed, kako je treba v Ukrajini pomagati do konca, pa za vsako ceno, pa veliko denarja, ki je šel tja, pa del, to je tudi res, poniknil v raznih luknjah, kar se zdaj odkriva. Neke realne pomoči ni bilo. Ko smo šli mi v Kijev, takrat so na prvo delegacijo, sredi marca 2022, smo pač poslušali ukrajinsko stran, videli situacijo in smo pač 3 predsedniki vlad predlagali nek načrt, tako na vrhu NATO kot na vrhu Evropske unije, ključno zaprtjem zračnega prostora. Pa ni bilo nič od tega, še zdaj ni nič od tega. Kdo bo ustavil Putina, če ga ne bo Ukrajina, ga bo moral nekdo drug. S tem, da je,
Ja, gospa Fajon še vedno ni šla v Moskvo. Ko sem šel jaz v Kijev, je rekla, da bi moral iti v Moskvo. In pa je postala znana ministrica, sem rekel, izvolite, pa še ni šla. Vse to se dogaja ob tem, da je bilo napovedano. Ko je bil Putin izvoljen za predsednika Rusije prvič, ali pač, ko je bil postavljen, je dal intervju, oziroma še prej, ko je bil pri Jelcinu svetovalec za nacionalno varnost. In tistem njegovem prvem intervjuju je rekel, razpad Sovjetske zveze je največja geopolitična katastrofa 20. stoletja. Mislim, nekaj ječa narodov je razpadla, ne? Ampak on je rekel, da je to katastrofa. In če nekdo misli, da je to katastrofa, polk ima moč, skuša to praviti nazaj. In je to pač počel, ko je videl, da se da. Dokler je pa videl, da se to ne da, pa tega ni počel. Saj sem ga velikrat srečal osebno, pač poznam to zelo od blizu. On je šel toliko naprej, kolikor se mu je pustilo in kolikor se mu bo šel pač tudi naprej. Čeprav pač neke realne ekonomske in vojaške sile, ki bi to dejansko opravičevala, ni. Sam nekdo hoče, drug se pa boji, približno tako je. In seveda ta svet, ki ga imamo zdaj, ni ponavljanje hladne vojne, kot je bila nekoč, ker takrat ste imeli vzhod pa zahod, NATO pa Varšavski pakt, Ameriko, Rusijo. Zdaj je Rusija na tem prizorišču stranski igralec. Za nas je glavni, ampak drugače pa stranski igralec. Tukaj je Zahod in Kitajska. Poglejte številke, demografijo, izdatke za vojsko, za obrambo. Kitajska je tista, ki pač vodi ta del sveta in ki je tudi dala zeleno luč za agresijo na Ukrajino. Brez te zelene luči in podpore in finančne in vojaške in tehnološke podpore pač tega ne bi bilo. Tisti, ki pravijo Rusi pa Amerikanci se morajo zmeniti, Amerikanci pa Kitajci se morajo okrog tega dogovoriti, če govorimo o tem, da pač se to lahko konča s pogajanji. Šele potem bodo v Moskvi poslušali, ker brez kitajske podpore Rusija ne more voditi te vojne v Ukrajini. Celo Severna Koreja poslala vojake tja. In žal, nobene dobre novice, to, da ko je ameriški predsednik najavljal, vse vojne smo ustavili, pa tudi to bo malo težje, ker ne gre za svet, kot je bil nekoč, gre za bolj kompleksno zadevo in tudi Evropa je stranski igralec tukaj. V zadnjih 20 letih mi smo šli z velikim navdušenjem Evropsko unijo in Evropska unija, v katero smo stopali takrat, je bila drugačna od te, ki je danes. Je bila drugačna od te in bila so pač tisto prvo obdobje, so bila zlata leta. Potem je pa prišla finančna kriza, migrantska kriza, izstop Velike Britanije, politična elita, ki je vodila Evropo, je bila čedalje slabša. In se to je ustvarilo priložnost potem tudi za Rusijo. V tem času je Evropa postala odvisna od ruskih energentov, od poceni kitajskih proizvodov, pa od ameriškega obrambnega dežnika. Govorilo se je pa o strateški avtonomiji in tako naprej. Pa razen Poljske, do 2 let nazaj nobena evropska država ni imela omembe vredne vojske. Vse to se je skrčilo v neznatne številke. In zdaj se to krepi, ampak bo trajalo, preden bo Evropa ponovno nekaj, kar se bo poslušalo.
to, da pač gre za vojno na naših tleh. Ukrajina je največja evropska država. Ukrajina je največja evropska država. Se pravi, gre za vojno na našem kontinentu. Pa potem pride do nekih pogajanj, kjer naši voditelji, se pravi evropski voditelji, sploh ne vejo za to. Moskva, Washington, Kijev, kakor ga pač vprašajo, in Kitajska zadaj. Evropa, ki pa v glavnem se to plačuje, pa potem kličejo, če lahko pridejo zraven, pa pol malo. Tako ponižujoče. Ponižujoče. Kljub številkam, recimo gospodarskim, ki pač govorijo, da je Evropa še vedno strateški faktor tega globalnega sveta, ampak je brez realne moči. Zanašati se zgolj na mehko moč v tem svetu je pa tako pač usoda rimskega imperija. Dve kratka vprašanja. Demografija pa nezakonite migracije. Kaj lahko o tem poveste za prihodnjo vlado? V bistvu je to eno vprašanje. Oziroma sta to dve plati istega kovanca. Da sem zelo konkreten, demografski problem je strateški problem Slovenije. Lani se nam je rodilo najmanj, ne bom rekel nam, lani se je v Sloveniji rodilo najmanj otrok v zgodovini, odkar beležimo število rojstev. Najmanj. Generacija, ki se je rodila lani, je manjša od števila obveznikov, ki smo jih poslali pred 36 leti v vojsko. Se pravi, samo fant. Prepolovila se je. Pa če špekuliramo, koliko od teh, ki so se lani rodili Slovencev, pol pridemo še na bistveno nižje številke. Nam pa prebivalstvo raste. Prebivalstvo nam raste. Se pravi, priseljevanje je rekordno. Priseljevanje je rekordno. Včeraj bi objavljen podatek, da je v času mandata te vlade v Slovenijo ilegalno prišlo 180.000 ljudi. Ilegalno. Se pravi, to so ilegalne migracije. Večina je šla naprej. Ampak bo prišla nazaj, ker jih bodo začeli vračati, ker smo jih mi registrirali. Mnogi so pa ostali in pač jih mi plačujemo, pa stanovanje jim dajemo pač iz naše socialne mreže. In slej ko prej dobijo seveda pol najprej dovoljenje za bivanje in potem tako ali drugače državljanstvo in volilno pravico. Pa na lokalnih volitvah danes v Sloveniji lahko voliš tudi, če nisi državljan. Tujec s stalnim bivališčem v Sloveniji lahko voli. Na lokalnih volitvah voli županov ali mestne svetnike, občinske svetnike. Zdaj ta problem seveda ni nastal v mandatu te vlade. Se je kopičil in mi smo v prejšnjem mandatu ustanovili Urad za demografijo. Pač organ, ki se je začel s tem resno ukvarjati, v Mariboru. Proučili so ukrepe, ki so jih naredile države, ki so te demografske trende obrnile, pripravile stvari, ampak po so bile volitve, prišla je ta vlada in en prvih ukrepov te vlade je bil ukinitev Urada za demografijo. In zaposlene iz tega Urada za demografijo so prerazporedili na Urad za migracije. In tudi denar so dali tja. Se pravi, aktualna levičarska vlada vidi rešitev demografskega vprašanja v priseljevanju.
ne v povečanju rodnosti. Kar je strateški problem. A ne? Mi imamo v ustavi zapisano, ne? Slovenija je država, ki temelji na neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Se pravi, če ni slovenskega naroda, ni slovenske države. Tisti, ki pravijo, da smo samo državljanska država, nismo. Ne? Smo nacionalna država tudi. Ne? Mi imamo državo zato, ker se je pač slovenski narod odločil za to, da jo ima. In se je pač tega treba zavedati. In seveda obstajajo ukrepi, ki strateško lahko obrnejo demografske trende, ne? Ampak jih moraš izvajati. Ne? Moraš omogočiti mladim, da pač pridejo do štalce, pa vse ostale pogoje. Ni pa to edino, pa je verjetno tudi ne najbolj pomembno. Najbolj pomembno je veselje do življenja. Če pa ti furaš kult smrti, namesto kulture življenja, potem kdo se bo odločil za otroke. Ne? Pa če je naenkrat, ne vem, postane vrednota vse tisto, kar je nasproti življenja. To je glavni problem. Ne? Ta trend je pač potrebno obrniti. Pod to vlado tega ne bo. Preberite si, kaj je rekel Luka Mesec, ko so ukinjali ta urad. Je rekel, da je vsebina dela tega urada nekaj predmodernega. Da je moderno je uvažati Pakistance pa Afganistance v Sloveniji. No in kar se tiče pa delovne migracije, to je pa legalna migracija. To so pa ljudje, ki smo jih mi sami povabili, oziroma naša podjetja, ker doma ni dovolj delovne sile ali pa ker Slovenci noče več delati nekaterih stvari. Ne? In tukaj težko kriviš druge. Ne? Če je dalje manj mladih, ne? Potem je če dalje manj delovne sile in je to pač pritisk, posledica delovanja trga, ne? In gospodarskih zakonitosti. Ampak tudi tukaj je ta vlada naredila nekaj, kar praktično nima nihče v Evropi. Oni so skrajšali čas za združevanje družin na 1 leto. Se pravi, nekdo, ki dobi delovno dovoljenje, lahko po 1 letu pripelja še svojih 10 otrok, pa žena, ne, če jih ima več, v Slovenijo. In avtomatsko postanejo del stroškov naše socialne mreže. In šole in tako naprej. Moj otrok je hotel v šolo, kjer pač so Slovenci v nekaterih razredih v manjšini. In to je noro. Ne? Pa še tisti, ki pač je po 1 letu pripeljal družino sem, gre delati v Nemčijo, družina pa tle ostane na pač naši mreži. Ne prispeva nič. Ne? Pa seveda zdaj se to hvalijo, kako gradimo, no in koliko neprofitnih stanovanj bomo gradili. Kaj mislite, kdo jih dobi? Socialni kriteriji so in nekdo, ki je prišel 1 leto prej v državo, ne, jasno, po socialnih kriterijih bo imel več točk kot nekdo, ki prihaja iz neke družine domače, ki je plačevala 50 let vse te sklade. Dobil nek mlad iz te družine, bo dobil nekdo, ki pač prišel z Velike Kladuše. Poglejte seznam dobitnikov neprofitnih stanovanj. Morate prižgati lučko na telefonu, da najdete slovenske priimke. Popolnoma noro. Ne? Nobena resna država ne funkcionira na ta način. Tukaj nas čaka veliko dela in tudi zato rabimo ustavno večino razuma. Ne? Čim več ljudi pripeljite na volitve. Pa vabljeni v Slovensko demokratsko stranko. Tisti, ki še niste člani, zunaj so pristopne izjave. Je priložnost. Ne? Več nas bo, prej bo več vetra v jadru napredka Slovenije. Še eno vprašanje, pa potem pa moramo zaključiti. Dober večer.
Mene pa zanima avtocesta Postojna-Jelšane. Kaj ste vi za ali ste bolj proti? Glejte, jaz bi se po tej cesti vozil takrat, ko je prišel na obisk. Važno je, ali ste vi za, ali ste proti. In če ste za, si morate to izboriti. Ali pa rajš plačujete obnovo vodovodov v Veliki Kladuši. Pa mogoče preden zaključite, zunaj so tudi, poleg pristopnih izjav, je tudi nekaj dobrih knjig, založbeno obzorja. Jaz mislim, oziroma tako bom rekel, včasih se znajdeš v kakšni situaciji, pa ne vidiš rešitve, pa ne vidiš izhoda in tako naprej, pa potem dobiš pravo knjigo v roke, pa se to vse spremeni. Torej, vzemite knjige v roke. Gospod Janša, zahvaljujem se vam za današnji večer, za vsa pojasnila in vsa priporočila. Zelo sem uživala in čast mi je, da sem se z vami pogovarjala. Hvala tudi vam, ker ste se v tako velikem številu udeležili današnjega pogovora. Jaz še enkrat tudi vabim, da se zunaj ustavite in pogledate izbor knjig našega obzorja in si kaj tudi kupite, če ne drugo za v spomin, mogoče bo tudi predsednik vam podpisal to knjigo. Zunaj so pristopne izjave, tudi to, danes imamo res enkratno priložnost, tudi to boste verjetno dobili takoj podpisano. Vesela bi bila, če bi se včlanilo čim več občanov in občank v Slovensko demokratsko stranko. Tako bi skupaj res lahko zagnali veter v jadra, kar potrebujemo, kot ste danes slišali, če hočemo naprej in če hočemo, torej bi rekel Trubar, stati in obstati. Hvala vam.